listening? Crazy mother. Tako, danes bo en tak full badass vlog, namreč Žanom potujemo v Prago na mednarodno predstavitev Porscheja Taycana. Prvega električnega Porscheja, svet je narobe, elektrika je zavzela stage, tako da, ja, akcija. Tako, prišla sem v Prago, tako da zdaj poznam še transfer do hotela, pol pa eno pivo, pa malo druženja, pa spančkati jutri, pa Porsche Taycan. Pet gremo. Tako, Praga je danes pričakala z nekim takim pravličnim jutrom, tako da so se odločili, da naredijo en krog po njej. Zdaj smo na Karlovem mostu, greva na Praški grad, pa pogledala pa še astronomsko uro, zvečer pa valjda naj čakamo Porsche. No, zdaj smo pogledali Praški grad, zdaj se pa dajva še teleportirati do astronomske ure. Tako, eden glavnih trgov v Pragi in pa astronomska ura, to je zadnja stvar, ki si bo danes pogledala v Pragi, cajta nama zmanjkuje, tako da gremo to pogledati, pa Tako, zdaj pa do hotela, malo ufrišati, nekaj pojesti. To je to, jaz bom pa zdaj naročil Uber, to moram zdaj posneti. Evo, model prihaja, je pa Ford Fiesta. To je to, čez 5 minut človek se bo spred nama. Tako, počasi se začenja tale predstavitev, da čakamo v lobiju hotela, da nas odpeljejo na večero, ki naj bila polna nekih presenečenj. Vemo ful malo, kaj se bo pravzaprav čisto res dogajalo. Danes naj bi bila malo drugačna predstavitev avtomobila, zato so povabili kup enih influencerjev, a se vidi tukaj zadaj, kup enih deklit v mini kikljcah, naj bi pa, veš, glej ga. Dobar dan. No, pa njega, pa njo, žive. Kaj zdaj? Ne sem slabo vročen. Razložim. Ne vidimo ven, ker imamo take fukiš rdeče zavesce povsod. In če ti ne vidiš in se tvoje oči ne morejo na nič oprijeti,
pol ti je 1, 2, 3 slabo. Pa če te še zakurijo. In oni že ploskajo, stari, ko še lepo. Pol urce vožnje do skrivne lokacije, kjer bo pokazal Taycana na v bistvu zelo special show, oziroma obljubljajo drugačno predstavitev. Ampak ja, kot je rekel Ciril, malo vroče, pa tele zavese. Nemci nas peljajo nekam z zakritimi šipami. Nemci nas peljajo nekam z zakritimi šipami. Če Porsche začne električne avto delati. To pomeni, da se nekaj zares pa orang dogaja. Ja. To, kar recimo danes tukaj. Ampak 911, naprimer, električen. Ne? Govor neumnosti, no. Se imamo zdaj Taycana za to, a ga nimamo. Malo. Okay. Začetek je, bomo videli, kaj bo. Vprašanje, kaj se bo pa zgodilo. Ja, to je pa dejstvo. Končno sem se prebil do njega. Ozadje je precej revolucionaren avto, gre za Porscheja Taycana, zvezdo večera. Tesla bo vedno prva, ampak Porsche pa step upal game. Oziroma je to en statement v avtomobilski industriji, da se tudi premium blagovne znamke lotevajo elektrike. Verjamem, da ni daleč dan, če bo imel 911 tudi sam električne motorje. Dajmo nekaj par stvari o Taycanu. Ozadje je 761 konjev, ki od nič do 100 pospeš v slabih 2,8 sekundah. Tako da zadeva je zelo vroča, elektrika je vroča. Porsche Taycan je pa še zaradi Energy ful poseben. Namreč tukaj da lahko napolniš zelo hiter, najhitrej, načeloma v 52 minutah do 80% ali pa v 5 minutah za 100 dodatnih kilometrov, kar je ful veliko. Valjda gremo tudi noter pogledat, ker videti ga treba noter, ne samo zunaj ga vidimo. Moram pa povedati, da me je presenetil, kako dober izpade od zunaj, ker namreč na fotkah mi ni bil tako dober, kakor mi je v bistvu uživo. In uživo je popolnoma ta prav Porsche. Okej. V glavnem žalno so se prebila v notranjost Taycana in moram reči, da pozicija za volanom je tipična pozicija Porscheja. Sedi se zelo nizko, volan je pa valjda ful lepo blizu. Kar pa je pred tabo je pa v bistvu prihodnost, več digitalnih ekranov in te ekrani so tisti, kar tega Taycana v bistvu dela zelo konkurenčnega Tesli, da se v tem avtu počutiš, da si skočil ene par let naprej. Občutki, to moram poudariti, so predvsem zelo drugačni v primerjavi s Tesla, so premijski. Zdi se mi, da je Porsche vrgel rokavico in rekel, tudi klasični proizvajalci avtomobilov znamo delati res dobre električne avtomobile. Taycan je prva brca v vrata Tesle in mislim, da se bojo stvari zdaj naprej ful spremenile. Okay, sorry. There's actually a security guy after no dead bodies in Taycan. Porsche Taycan še vedno ni družinski avto, daleč od tega ozadje ima sam 366 litrov prtljažnega prostora, to je ful malo, ima pa tudi kot Tesla nek trunk, tam je pa dodatnih 88 litrov, tako da kaj več kot v Golfu ni, ampak če imaš Porscheja, tako da rabiš prtljažnega prostora, rabiš pač avto, ki dobro zgleda in s katerim pofleksaš folk. Elektrika. Fantje, elektrika je tisto nekaj, kar bo v prihodnosti naredilo razliko in Porsche se tega zelo močno zaveda. In ker se enkrat tega Porsche zaveda, se bo tega zavedal Lamborghini, se bo tega zavedal Ferrari in jaz mislim, da se bojo zelo kmalu začeli dogajati avtomobili, ki jih nismo nikoli pričakovali.